Danes bomo za vas komentirali politični čudež. Prvič v zgodovini gre na volitve nestrankarska ljudska lista. Ja, čudeži se v politiki dogajajo. Očitno smo nekomu močno stopili na žulj tako daleč, da so začeli ustanavljati tudi klasične satelite, ki se kar naenkrat imenujejo tako kot mi ljudstvo, ki kar naenkrat govorijo o gibanjih, ki kar naenkrat govorijo o svobodi, ki kar naenkrat govorijo o koncu ukrepov. Skratka, vse tisto, kar mi ves čas programsko in izvedbeno izvajamo, si zdaj prilaščajo v nekem prostoru množičnih medijev, tisti, za katere spet mislijo, da bojo pretentali ljudi in jih okoli prinesli. In naše mesto, recimo pri soočenjih, je med neparlamentarnimi strankami, čeprav mi nismo politična stranka in to tudi jasno povemo, da smo nestrankarska ljudska lista, vendar nimamo svojega prostora in nas nekako prištevajo k neparlamentarnim strankam. Tudi to je ena izmed takšnih anomalij tega sistema in pa tudi medijskega prostora. V letu dni razglašene krize ste nas načrtno ustrahovali in uničevali. Vse poprek ste nam kratili naše osnovne človekove pravice in svoboščine. Še več, zlorabljali ste naš javni medijski prostor, v katerem ste načrtno in povsem neprimerno manipulirali z besednjakom solidarnosti. Kaj pravite vi, gospa Kos, tudi vi ste bili tam? Ja, tudi jaz sem bila tam in moje vprašanje je, če država, če naša vlada, politika sprejema odloke, ukrepe, ki so protiustavni, protizakoniti, ki grobo kršijo človekove pravice in svoboščine, kaj naj pa človek, narod naredi drugega? Torej, mi smo poskušali, ustanavljali so se civilne iniciative, pravno smo se borili, smo vlagali razna opozorila, tožbe in tako naprej, javna pisma, nihče nas ni slišal, nihče nas ni sploh upošteval. Kaj pa drugega ljudstva ostane kot državljanska nepokorščina? Jaz bom samo povedala, da mi smo nestrankarska ljudska lista, kar pomeni, da pri nas ne moremo govoriti, kaj stranka misli, ampak govorimo o tem, kako bodo avtonomno poslanci se odločali v skladu z svojim etičnim kodeksom in z svojimi cilji. Hvala. Človek ne bi dokazoval, da je zdrav zato, da bo lahko koristil svoje človekove pravice. To je metoda fašistične Italije in ne spada v neko demokratično družbo, še prav posebej pa ne spada pod pretvezo neke domnevne epidemije. Ja, čudeži se v politiki dogajajo.